Dobar dan, sem Katarina Jurjavčič in Monika Kokal-Kočevar, sva kustosinji Muzeja novejše zgodovine Slovenije in soavtorici občasne razstave Fotoaparati in vojna. V naslednjih nekaj minutah vam bova predstavili občasno razstavo Fotoaparat in vojna, fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Razstava Fotoaparat in vojna, fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije prikazuje izbrana dela znanih in neznanih, profesionalnih in amaterskih fotografov. Fotografije partizanskih reporterjev kažejo posnetke iz partizanskih enot in osvobojenih ozemelj, kjer je potekalo živahno politično in kulturno življenje. Fotografi v okupacijskih vojaških enotah in fotografi, ki so delovali v okupacijskih upravah, so zabeležili aktivnosti vojaških enot in manifestacije različnih organizacij. Motivi, ki so jih zajeli fotografi, so po večini dokumentarnega značaja. Le redki ga nadgradijo še z umetniško komponento. Dinamiko vojnega dogajanja fotografije prikazuje le fragmentarno, saj izhajamo iz obstoječega gradiva. Tematsko razvrščeni fotografski posnetki presežejo časovno dimenzijo in poudarjajo osrednje v propagandne namene posnete motive vojne fotografije. Ti se ne omejujejo le na fotografijo, torej v ožjem smislu, temveč upoštevajo tudi fotografijo vsakdanjega življenja v zaledju. Zbirke fotografij Muzeja novejše zgodovine Slovenije iz obdobja druge svetovne vojne obsegajo približno 165.000 enot gradiva. Na zasedenih območjih so okupacijske uprave organizirale urade za propagando in tisk, kamor je bila vključena tudi fotografska dejavnost. Lastno fotografsko službo so imele tudi okupatorske, politične organizacije in stranke. Priložnostno so utrip vsakdanjega življenja fotografirali profesionalni fotografi zasebnih ateljejev in tudi amaterski fotografi. Vojaški motivi vseh gostujočih strani so bili osredotočeni na posnetke pri premikih, bojih, počitku ter političnemu in gospodarskemu delu. Samih fotografij neposrednih spopadov je zelo malo. Vsakdanji prizori življenja v vojaških enotah prikazujejo borca na osebni ravni in včasih ujamejo celo njegovo čustveno plat. Prek sodelovanja z vojnim dopisništvom je fotografija z objavami v časopisih in revijah pridobila vlogo dokumenta znotraj fotoreportaže. 20. januarja 1944 se je ustanovila fotosekcija glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov, kjer se je fotoreporterska služba organizirala bolj formalno. Osredotočila se na centralno zbiranje fotografskega gradiva s primerno dokumentacijo. Tako se je ustvarjal fotografski arhiv s predpisanimi smernicami glavnih propagandnih motivov. Spominski, portretni in skupinski posnetki niso bili zaželeni. V okviru nemških vojaških in policijskih propagandnih enot so delovali profesionalni fotografi, ki jih je nemška oblast štela za najpomembnejše med propagandisti. Fotografi domobranskih formacij so se osredotočili na zbiranje fotografskih dokumentov o življenju v enotah in v razvoju slovenskega domobranstva. Motiv kolone so uporabljale vse vojskojoče strani v času druge svetovne vojne, predvsem v slovenskem odporniškem partizanskem gibanju pa je ta motiv dobil simbolen pomen. Sistematično zbiranje partizanskega fotografskega gradiva se je začelo od začetkov leta 1944, ko sta bili osnovani obe fotosekciji. Znotraj partizanskih enot je delovala fotosekcija glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, v zaledju pa fotosekcija Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Zbrano gradivo se je uvrščalo v arhive, predvsem pa se ga je uporabljalo za sprotne propagandne namene, kar se je pokazalo v živahni in pestri fotografske razstavne dejavnosti.
Razstave so bile nosilec informacij o boju partizanskih enot in so prikazovale tudi posledice okupatorjevega pustošenja. Organizirane so bile tako za civilno prebivalstvo kot za vojaške enote. V zadnjih 2 letih vojne so bile na ogled v vseh večjih krajih na Dolenjskem in Beli krajini, pa tudi v Ljubnem, ob Savinji in Gornjem Gradu ter Ajdovščini in Vipavi. Izjemno priročne so bile manjše potujoče razstave v izložbenih oknih ter na manj izpostavljenih mestih. Fotografiranje v zaledju je bilo od 12. marca 1944 organizirano v okviru odseka za propagando in informacije predsedstva Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta SNOS. Fotoreporterji fotosekcije SNOS so si med seboj razdelili odgovornosti za posamezna delovna področja. Jože Vitanc, Božidar Kopinič in Alfred Kost so bili navzoči na kulturnih prireditvah, Ivan Pirnat in Maksimilijan Zupančič sta fotografirala aktualne dogodke na osvobojenem ozemlju, Peter Romanič pa dogodke iz političnega življenja. V sklopu fotosekcije so delovale fotografske sekcije pri pokrajinskih, okrožnih in okrajnih odborih Osvobodilne fronte. Fotografsko gradivo druge svetovne vojne se večinsko hrani v zbirki Tekoče gradivo in pa v fondih različnih civilnih fotografov. Tudi gradivo, ki je nastalo strani okupatorskih uprav in pa različnih organizacij, hranimo v zbirki Tekočega gradiva. Predvsem pa imamo tudi zelo veliko različnih albumov, ki jih lahko uporabljamo za pripravo takih razstav. Konec vojne je obsežno dokumentiran v zbirki Foto Slovenija, sicer pa so fotografije druge svetovne vojne v muzeju praktično se hranijo od leta 1952, ko je fototeka muzeja tudi nastala. Ves čas se je dopolnjevala na način reproduciranja izposobljenih originalov in tako je nastala ta visoka številka gradiva, ki ga hranimo, približno 165 000, medtem ko originalnih negativnih filmov pa je približno 1500.